Takole, bomba! Pa imamo žreb za olimpijske igre, narobe, žreb za kvalifikacije za olimpijske igre, se pravi tisti zaključni turnir, kvalifikacijski, samo zmagovalec odnese vso slavo, samo zmagovalec se vrsti na končno glavno nagrado olimpijske igre, nič več, nič manj kot to, ampak potrebna bo zmaga in to proti komu? Ja, če mogoče še niste spremljali novic, usedite se dol, pripravite se, naj bo vaša roka nekje na položaju stola, kjer je dovolj močno, da vas zadrži. No, dobro, da ne pretiravam, no, v glavnem zanimivo skupino smo dobili. In sicer v Grčiji, tako da dopustniki bukirajte Pirej. Da, tako je. Tam se bomo udarili z sosedi. Toliko za enkrat. Če želite izvedeti še več, se naročite na novice. Ne, resnično pa, če želite podobne analize, spremljajte še naprej. Lepo vabljeni, da se naročite na moj kanal Greg Skort, kjer bomo podobne žrebe igre Slovenije, igre Dalasa, Luke Dončića in tako naprej še analizirali, kolikor se le da, še kakšni drugi podcasti padajo. Ampak ja, da ne dolgo vezim. Tukaj so skupine. Igralo se bo v Španiji, Latviji, Grčiji in Portoriku. Zdajle, kot sem omenil, dodeljena nam je bila skupina A v Grčiji. Dobili smo Hrvaško in Novo Zelandijo. Ampak tukaj se zadeva ne konča. Kajti, skupina A se v Grčiji križa z domačini Grčijo, Dominikansko republiko in pa Egiptom. Zdaj, takoj na začetku bo sila zanimiv dvoboj. Zdaj, tukaj je potrebno biti zelo natančen, brez dvoličnosti, brez dvoreznosti, na polno, brez poraza. Drugače, ajde, neka računica je, kjer bi vse ekipe osvojile eno zmago, ampak praktično ni verjetna, tako da potrebno je zmagati vsako tekmo podobno kot v Litvi pred časom, ko smo se vrstili na olimpijske igre. Tako da izpita B ni, priložnosti druge ni. Priložnost zamujena, ne vrne se nobena. Tako da zmaga proti Hrvaški je obvezna. In pa Novi Zelandiji je ravno tako, kajti potem 99,9% pademo na Janisa Antetokounmpa, pa še ostala dva brata Antetokounmpo s še kom drugim v postavi. Skratka, Grke v Pireju, zdaj če se ne motim, kakšni Oaki, torej ne, kajti tole bo potem v Atenah, a je tam dvorana miru in prijateljstva, tako imenovana dvorana, kjer igra Olympiakos. Mislim, da to. Dajte me popraviti, če se motim, spodaj v komentarjih, seveda na tem mestu tudi vabljeni na druge komentarje glede skupin. V glavnem tole je, če na hitro ocenim, morda celo najtežja skupina. Morda, no, vse nema veze. Preverimo še druge skupine. Španija, tam tudi seveda A in B skupina. V skupini A Španija, Libanon in Angola, medtem ko v skupini B Poljska, Finska in Bahami. Skupina A, Španija, nimamo sploh kaj razmišljati. Skupina B, moj bog. Poljaki so nam, vemo, nalili čistega vina. Finci letijo pod kanonjado trojk. To nam je jasno. Zdaj Bahami pa se boste mislili totalni outsiderji. Nemoj tako. Bahami imajo 3 NBA-jevce. Eton, Gordon, pa eden, ki se ga zdaj ne spomnim. Pa nimam zdaj računalnika zraven, da bi preveril. Lahko me dopolnite v komentarjih. Tukaj ne upam napovedati nič. Tukaj bom tiho. Latvija, naslednja skupina. Skupina A, Latvija, Gruzija, Filipini. Tukaj se bosta Latvija in Gruzija udarili, ampak prednost domačega terena pove dovolj v tem primeru, če mene vprašate. Skupina B, Brazilija, Črna Gora, Kamerun. Želel bi si, da tukaj napreduje Črna Gora, bo pa težko proti Brazilcem. Kamerun mislim, da največji outsider. Grčijo, tretjo skupino smo že obdelali. Portoriko, skupina A, Litva, Mehika, Zeleno-Orščki otoki. Mislim, da je tukaj zmagovalec znan. Skupina B, Italija, Portoriko, Bahrain. Tudi tukaj je domala zmagovalec znan in pa Litva, Italija. Za finale, ajde, da sem še malenkost bolj predrzen,
grem napovedati še tele zmagovalce oziroma koga bomo dokončno gledali na olimpijskih igrah. Skupina A, finale, Španija proti Poljski. To je moja napoved, zmagovalec Španija. Takole. Ponavljam, samo zmagovalci skupin napredujejo. Latvija, se pravi skupina Latvija napreduje, skupine A Latvija in proti Črni Gori, to je moja želja, zmagovalec Latvija. Imamo drugega udeleženca olimpijskih iger, skupina C Grčija. Iz skupine A napreduje Slovenija, iz skupine B napreduje Grčija. Stebek trojka v zadnji sekundi, Klemen Prepelič za 99 proti 98, Luka Dončić je minuto nazaj končal z drugo tehnično. Tako da zmaga Slovenije zasluženo v Pirejih, zahvalite se mi za stavno napoved kasneje. Hvala. Gremo naprej. Puerto Rico, Litva iz skupine A napreduje, iz skupine B napreduje Italija. Veliko presenečenje in še drugi zaporedni poraz Litve na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju. Italija napreduje. Nekako vidim tukaj enostavno presenečenje, zato ker se mi zdi, da ima Litvija nekako, vemo, da je to številka 1, da bo to nekako neka prevelika pričakovanja, spet se mi zdi. Mislim, da bo tukaj Italija s fanatičnim trenerjem napredovala. No. To so moje napovedi, se pravi Španija, Latvija, Slovenija in pa Italija, potem olimpijske igre, ki so pa v Franciji, Parizu letos. Ne. Joj, to bi bilo lepo. V glavnem, če se navežem še malo na Litvo, takrat, ko smo zmagali, sem že eno leto prej napovedal, da bomo premagali Litvance na njihovem terenu. Takrat sem bil resnično, sem bil 95% prepričan, ker sem takrat videl, da lahko Luka Dončić premaga tudi centra, kot sta Sabonis in pa Valančunas plus njihove rokaše. Enostavno sem bil prepričan. Zdaj, če me v tem trenutku vprašate proti Grkom, sem prepričan nekoliko manj. Gre, mislim, da na tem mestu še za nekoliko bolj vročekrvno publiko. Tamle imamo, čeprav je, kot sem dejal prej, dvorana miru in prijateljstva je, verjemite mi, in vem, da veste, če ste fan Eurolige in vsaj bežni poznavalec evropskih košarkarskih parketov, je tole vse prej kot pravi njen naslov. Vročekrvni Grki, Giannis Antetokounmpo, ki bo tukaj, ne bo napaljen, ampak bo bruhal ogenj, kri mu bo vrela. Skratka, to bo težko zaustaviti, to bo NBA Antetokounmpo, ne. Zdajle se vemo, žoga je okrogla, ne. Šport se še vedno, kot je košarka, igra na terenu, tudi Antetokounmpo lahko dobi kakšno osebno napako ali celo kakšno preveč, ne. Zdaj pri tehničnih jaz mislim, da pri njemu ne bo problem. Ne bi pa rad zdaj tukaj samo enega igralca izpostavljal. Že na zadnjih pripravah smo igrali 2 dvoboja proti Grkom in vemo, da je bilo težko. Čeprav je šlo samo za priprave, ampak nekako se je zdelo, da nam ne ležijo, ne. Tako da seveda tu bo ogromna vloga Luke Dončića. Spet kdo bo igral na centrskem položaju, najverjetneje Mike Toby, ampak do takrat je še daleč. Upam, da bojo tudi ostali Slovenci zdravi. Vemo, kaj bi pomenila vrnitev Vladka Čančarja. Ravno on je bil velik jeziček na tehnici proti Litvi, v Litvi. Edo Murić, tudi njega upamo, da bomo lahko spremljali v dresu članske reprezentance. Oba seveda celita poškodbo kolena, ne. Zdajle Blažič, Prepelič in ostali, ki prihajajo, mlajši Samar in tako naprej. Upam, da bojo zdravi in v top formi. Dobro, to je to. Pregledali smo skupine, nekako tudi obelodanili same favorite in pa našo napoved oziroma mojo napoved. Kako uspešen bom pa pokazal čas. Zdaj, kdaj je tole? Nekaj na sredini poletja, ne? Ravno prav za kakšen odmor krajši, no. V vsakem primeru, hvala, da ste bili z mano. Tukaj zaključujem na tem mestu. Povabim vas še enkrat v komentar, da zapišete svoje mnenje, kako ste vi videli sam žreb, kaj napovedujete, ali Slovenija tudi tokrat na olimpijskih igrah, ali morda tokrat ne.
Ja, beseda je vaša. Hvala lepa še enkrat, če ste tukaj prvič oziroma mnovič, naročite se na moj kanal za podobne vsebine. Hvala, lepo zdrav, viva Slovenija!